Na Facebook strani oddaje Slovenski pozdrav še vedno lahko odgovorite, kakšno je umetniško ime Marjana Robleka. Nekoga bomo žrebali, ki bo pravilno odgovoril in tudi pošteno nagradili. Dobil bo CD ploščo na naše stroške. Sicer pa nocoj oddaji po dolgem času pozdravljamo gospoda mojstra Janeza. Dober večer, gospod mojster. Vi ste polni dobrih, starih modrosti, ki jih tako delite med nami. Kaj pa porečete na dan reformacije? Ja, bom kar spoštljivo tole prebral, ker je toliko napisanega o tem, da sem jaz težko zbral vsaj nekaj takih pravih misli. Mi pa bomo dobro poslušali. No, lepo. Ljubi ljudje, veliko veselje na čast vam je, tako nasmejane in židene vole, tle pri Jožucu vas videti. Prav kontent sem za vol odgah, slišam in vidim, da vam gredo slovenske viže kar dobro od rok in v glasu. Da se sliši in upoje slovenska beseda. Bodite pozdravljeni. Dan reformacije, ki ga praznujemo prav danes, pa je še posebej pomemben praznik. Praznik dneva reformacije je najlepše proslaviti slovensko kleno besedo v govornem in v pisanju. Še bolj pa je slišati slovensko besedo ob tako ubrani glasbi in v poslušanju slovenskih pesmi in v prisrčnih besed. In v Darja in v Blaž, ki jo prav luštim poslušati. Martin Luther, 95 tez, je pomembno vplival na razvoj književnosti s Primožem Trubarjem, ki je leta 1550 izdal prvo slovensko knjigo, Katekizem, in ji dodal še abecednik. Ljubi Slovenci, to je eno kratko poučenje, s katerim se boste lahko brati in opisati naučili. Primožu Trubarju hvala. Nekaj njegovih besed. Časa, ko me ni bilo med vami, nisem preživel v brezdelju, brez težav in oboja, za našo stvar. Ne bom vam pripovedal, koliko težav sem imel pri tiskanju prve slovenske knjige. Vam polagam svoj račun, zavoj knjig, ki jih prinašam. Vsem Slovencem gnado, mir skozi Jezusa Kristusa prosim. Torej je res, to ni vsaka knjiga. Tega še ni bilo, odkar svet stoji, da bi se bralo in opisalo slovensko. Eno idejo imam, da bi eno takšno vižo tudi Trubarju napisali in zapeli. Zato naj izrazim zahvalo vsem vam, ki praznike častite in se veselite ob slovenskih pesmih. Ena vesela novica je, da praznični dnevi prihajajo med nas, pa jih ne bom našteval, saj je kaj malo preveč. Pa ne za volo vesela, ampak posebej, ko jo pridejo trije možje, takrat še te najbolj močne trpi. Pa vesele praznike vam želim, mojster Janez. Mojster, hvala lepa za tole vašo modrost. Pa se še kdaj troštamo vaših misli? Z veseljem pridem in vam popestrim tudi majhen z mojo stvarjo.